Januarja 1944 je izvršni odbor Osvobodilne fronte ustanovil znanstveni inštitut. Torej, to je gotovo edinstvena organizacija, kakršne ni imelo nobeno evropsko odporniško gibanje. V njem so bili zbrani znanstveniki različnih profilov, od pravnikov, geografov, vseh drugih. Vodil ga je torej naš predhodnik, zgodovinar dr. Fran Cviter, torej član našega oddelka za zgodovino. Znanstveni inštitut izvršnega odbora Osvobodilne fronte je deloval na Rogu v bazi 20 oziroma v pridruženem taborišču, ki je slabe pol ure hoda od tukaj. Te barake žal niso ohranjene, bomo pa šli na mesto, kjer je inštitut bil. Je pa v eni od barak tukaj v centru ohranjena spominska zbirka na ta inštitut. Na tej sliki, na tej karikaturi vidite člane znanstvenega inštituta, seveda ne vse. Prikazani so humorno, kot vidite vsi razcapani, strgani, ampak seveda te obleke ne kažejo visoke intelektualne ravni, ki so jo imeli ljudje, ki so delali v njem. Tukaj jih vidimo tudi na sliki. Torej, ti ljudje so sredi vojne vihre pripravljali načrte za bodočo slovensko državo na različnih področjih. Eden od osrednjih je bilo vprašanje meja. Torej, kot vemo, Osvobodilna fronta in Narodno-osvobodilno gibanje nista priznavala ne razkosanja Slovenije in tudi ne predvojnih krivično postavljenih meja, torej Rapalske meje, tudi ne plebiscita. Zato je bilo Narodno-osvobodilno gibanje razširjeno po celotnem slovenskem nacionalnem ozemlju. Na nekaterih karikaturah lahko vidimo tudi vodjo inštituta, dr. Frana Cvitra, nekako začrtuje nove meje. Partizani pa tečejo za njim, ker se jim vse to zdi prehitro in ga opozarjajo, da je narodnostna meja že prekoračena. Torej, znanstveni inštitut Osvobodilne fronte po vojni ni več deloval, njegovi nasledniki so pa različni. Najprej je bil to današnji muzej novejše zgodovine, prejšnji muzej revolucije in še predtem takoj po osvoboditvi se je imenoval Muzej narodne osvoboditve. Drugi naslednik je bil Inštitut za narodnostna vprašanja, potem pa še druge inštitucije, ki so postopoma nastajale. Najprej je bil to recimo tudi današnji inštitut za novejšo zgodovino, torej Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, ki hrani tudi del gradiv. Ta gradiva so porazdeljena, del gradiv je v Inštitutu za narodnostna vprašanja. Torej, v nekem, bi lahko rekli, duhovnem, pa tudi sicer personalnem smislu, je pa naslednik znanstvenega inštituta tudi katedra za sodobno zgodovino na oddelku za zgodovino. To katedro je ustanovil torej zelo zanimiv človek, dr. Metod Mikuš, ki je bil duhovnik, bil je verski referent pri izvršnem odboru Osvobodilne fronte. Po vojni je pa že leta 1947 ustanovil stolico za sodobno zgodovino in začel preučevati torej zgodovino druge svetovne vojne. Treba je omeniti tudi to, da je med drugimi nalogami, ki jih je med vojno imel inštitut, je bilo tudi zbiranje gradiva o torej narodno-osvobodilnem gibanju. No, torej Metod Mikuš je bil gotovo eden prvih ljudi v Evropi, ki se je začel znanstveno ukvarjati z zgodovino druge svetovne vojne in tudi naša katedra je vsaj med prvimi, če ne prva. Z raziskovanjem druge svetovne vojne se je potem za Metodom Mikužem, ki je sicer razširil svoje raziskovanje tudi na predvojno obdobje in na občo zgodovino po drugi svetovni vojni, tudi tukaj je bil pionir. Torej, za njim je zgodovino druge svetovne vojne preučeval dr. Tone Ferenc.
Oba, in Mikuš in Ferenc, sta opravila temeljne študije, oba sta objavila ogromno knjig iz te tematike. No, Ferenca sem pa jaz potem v nekih spremenjenih razmerah, ko smo tudi drugače koncipirali program, nasledil jaz. In naša katedra na nek način seveda skuša držati to tradicijo svojih predhodnikov. Danes je situacija taka, da nam na srečo svobode ni treba braniti življenjem, ampak z znanjem, z odločnostjo in s pogumom. Govorim seveda za celotno Slovenijo, torej za državo Slovenijo, in upamo, da bo tako tudi ostalo, torej da se bomo uveljavili v svetu z znanjem, znanostjo in pogumom in se nam ne bo treba nikoli več s krvjo.